Hočeš mogoče razložiti proces? Tukaj imamo en tvoj prop, naprimer, ki je en del zmagovalnega kolaža iz Mofokona. Mogoče hočeš razložiti, kako je ta nahrbtnik nastal? Pač to je bil moj prvi prop, ki je nared iz EVA pena. Jaz sem predtem delala z stirodurom, ker je cenejši, pa ker ga lahko dobiš v Sloveniji. To sem pač dobila od prijateljice Alesija, hvala Alesija, EVA peno, tako da sem celo peno dobesedno porabila za nahrbtnik. Ta nahrbtnik je nared iz kot enega troka pene, ker je tako sestavljen, pa sem ga vrezala, da se je lahko lepše foldal. Ja, nekaj smo v tem procesu že v prejšnji epizodi govorili, ker Eva pena v bistvu dosti vzdržen material, ne upogiba se preveč, ampak še vedno ga je precej enostavno toplotno obdelati in lahko delaš te različne krivulje in take stvari precej lažje, kot iz nekih trših, plastičnih, lesenih materialov. Take zadeve lahko precej bolje oblikuješ, naprimer sploh, ko gre za zadeve, kot ima ta ima precej krvov, ali pa stvari, kot so čelade, oklepi, takšne stvari. In precej lahko jih je rezati, ker gre v bistvu za peno, jo lahko režeš z nekim navadnim olfo nožem, ne rabiš nekih posebnih žak ali whatever. V bistvu, kaj pa barvni proces? Barvam tak najrejši. Jaz, če bi lahko barvala prope, bi sam barvala, jaz jih ne delala. Pač airbrušala sem ga celega, predtem pa sem dala od spodi, kako se že reče, mislim, da Flexi Dip, nekaj takega. Ne vem, ne spomnim se, ampak potem sem ga airbrušala, pa te zlate dele pa nisem, te sem z čopičem. Tako da to besedno pač ga samo zlepim skup, da ena barva gre na drugi surface in pol pač pobarvam. Torej si precej bolj ekonomična kot jaz, ker sem uporabil 60 brašov za to. Ja, jaz sem počil. Ker nisem navajen, pač preprosto je tako. Jaz sem imel, če se spomniš kaj, moja čelada je pač precej layerjev na tej čeladi. In grem z enim čopičem, potem pa ta čopič pač, whatever, je že, ima barvo gor, vzamem en drug čopič za to, da lahko layer na tem layerju še enkrat pobarvam. Jaz vedno tako. 6 layerjev je bilo en na drugem za to čelado, tako da pač si predstavljam, da si veliko bolj ekonomičen. Jaz en čopič porabim, ker se mi ne da se mi umivati. Vidiš, to je normativa, Marko, to je to, je pač pravi cosplayer, jaz sem zelo neekonomičen. Jaz ful dosti krat rada šedam ne z akrili, ampak z pasteli. Pač dobro, to se dosti krat dela s airbrushom, ampak ko imaš sam en airbrush, je ful tak, ni fajn ga pucati vsakeč potem, pa še kar dosti krat delam ušesa ali pa tako ti je tisti obesek dodoko gor iz pač tega, kaj je Fox Furro, ne? Se staka noter v airbrushu in pol ga moraš celega razstaviti, spucati, se ti ne splača. Tako da jaz grem samo pač z temi, kaj so že... Če želiš delati take prope, jaz bi rekla, da je Eva pena ali pa Warbla je bila včasih, ampak jaz se z Warbla osebno nimam nobenih izkušenj. Si ti mogoče kdaj delala s tem materialom? Mam jo doma, že par let, ampak je ne upam uporabljati. Strah me je uporabljati. Strah, ker je droga, ful droga. Jaz sem prav mislila to. Kakšen material pa je to? Warbla? Plastika je, ko se lepi. Te pa hitaš up in se potem lahko dobesedno tako podije. Prav, rabiš toplotno obdelati za vse različne. Veliko bolj trdo je, potem prav taki armor dobiš ven, ko res stoji. Prav plastični je, tako lahko trkaš gor. Razumem, pa drag. Koliko? Tako, za predstavo. Jaz mislim, da sem za tak veliko vorblo, pa tak široko vorblo dala neki 20 €. Koliko je to približno? Koliko je to? Pol metra krat 2? Ne vem ti, pač jaz ful nimam predstave, sem ful velika je, ampak je vseeno tak 20 €, za neko malo pa sem dala 7 in je ful. Da pol dobiš ven 300, 500, 800 € drag cosplay. Jaz ko grem na eBay za 20 €. In koliko je v primerjavi z Eva peno? Eva pena ni draga, tak ne vem. Nekaj o ceni sem že govoril, zdaj je odvisno zelo od distributerjev,
V Sloveniji smo pač zelo omejeni, se pravi, imaš 1 do 2 distributerje, ki se res ukvarjata samo z EVA distribucijo. Ne? In ponavadi stane meter krat meter, oziroma meter krat 2 metra stane okoli 90 €, če govorimo o 10 mm penija. Imaš potem tudi različne variacije, 5, 4, 3, 2 in tako naprej, ne? Ampak nekje standard, bi rekel, je 10 mm ta pena. In zdaj po metrih, kot sem omenil, je 90 €. Zdaj imaš pa različne produkte, kot so, recimo, tepihi ali pa joga meti in podobne stvari, ki so pa narejeni, ki so pa že narejeni iz te pene, ne, in v bistvu jih prodajajo ne kot EVA pen, ampak kot končen produkt, zato lahko marža pač precej pade tukaj. Ne. Ko ne kupiš surovine, lahko cena pač precej pade. To je bil moj pomislek. A bi lahko tudi te tatami podloge, jaz jih imam par doma, ki jih ne uporabljam, bi se jih dalo reusati? Tako bom rekel, spekter teh EVA pen je pač precej različna, ne? Ker imaš high density EVA pena, ki se največkrat uporablja za cosplay, ne? In kar je tudi ona uporabljala, ker sem tudi jaz uporabil. Imaš pa potem različen density za te podloge, za jogo, za tatamije, ki so pa, jaz mislim, da precej blažji, no, kar se tiče navtipa. In take stvari se potem tudi veliko bolj upogibajo, in tudi so manj vzdržne na različne udarce in takšne stvari. Moraš pač, kot prvo se moraš zavedati, da potrebuješ high density peno, če želiš pač oblikovati nek bolj strdi končen produkt. V bistvu, kaj je vse obsegel tvoj cosplay, ta zmagovalen cosplay? Ni bil sem nahrbtnika, ne? Pač mislim, lasuljo sem si tudi sama stajala celo, ki je pač kar dolgo trajalo s njo naredila. Pol kapo sem si celo modificirala zaradi tega, ker je bila grozna. Dodala sem tudi 2 mm EVA peno gor, zaradi tega, ker tisto, kaj je bilo gor narisano, je bilo tako grdo, da nisem mogla gledati in sem si sama gor zalepila. To je bila kapa, ki si jo kupila? Ja, prijateljica mi je kupila za rojstni dan in pač sem mogla nekako uporabiti tako cosplay, pa še karakter mi je bil všeč. Vse drugače sem razmišljala si ga sama zašiti, sam šivanje, glih meni najbolj ne gre. Se to lahko babica pomaga? Osebno veliko raje sem opazil, da režem peno, pa jo sestavljam skupaj, pa oblikujem nek končen produkt, kakor da bi dejansko šival. Zdi se mi, da s fabrikom precej, pač rabiš prave prste za to, res rabiš drugačen mentality. To je kot figurca, ko jo sestavljaš dejansko. Zdaj je to postalo bolj privlačno. Da se transformira. Šivanje je najhujše. Jaz sem probala, pred kratkim tudi uhice sem si zašila, ker se mi ne da ročno več šivati, ker sem zgubila živce poleg. In pač, ko niješ občutka za mašino, ti kuj pobegne in pol mimo zašiješ, pa kaj takega. Nič. Pa na prst, pa na roko. Ne, na prst ne, ker ima nogo, ne. Pač šivalni stroj ima nogo in tisto pol gre skozi. Ampak potem tako, ko moraš menjavati ali pa ko se ti kaj zašteka, pa sem tako, mama pomagaj, prosim. To je vedno tako, veliko, ko smo tudi mi začenjali, smo pač prosili ali babice. Exactly, dej, please, zašito. One niso, čeprav niso vedeli, je to kar tako ingrainano v njih, toliko so že sešile v lifeu, da je to pač samo še ena obleka. Pa sej tudi na cosplay tekmovanju je eni 3-4 so rekli, da je babica pomagala. Celo? Oziroma pri enemu je dedek. Wow, glej. Let's go. Oh my God. Zdaj pač rabimo representation v vseh starostnih in gender skupinah. To je tista medgeneracijska solidarnost. Veš, kaj cosplay prinaša.